Očitno smo prišli do tega, da moram takole stati tudi svojim športnim avtom. Če želim v letu 2025 priti do Krka in potem upam tudi nazaj do hitre polnilnice, si moram vzeti veliko več časa kot nekdo, ki se usede v svoj zastarel, smrdljiv avto z bencinskim motorjem in se pač odpelje na morje. In se potem meni reži, ker tukaj stojim ob avtu in se pogovarjam sam s sabo. Ampak ni tako hudo, ker je avto hud. MG Cyberster, električni športni dvosed z mehko streho. Priznam, da prvič vozim takšne sorte avta, ampak vse je logično, ker ga drugje takšnega niti ne boste našli. Edini je in že zato sam po sebi vreden naše pa vaše pozornosti. Če razmišljam, je to doslej edini športni električni kupe po Tesli Roadster. Cyberster, ne Cyberster, kot mu rečejo nekateri, bi moral biti predstavljen že leta 2020, pa se je potem vse zamaknilo zaradi porednega virusa. Koncept je imel dvižne luči in dirkaški volan, res je hudo izgledal, no proizvodnja serijskega se je pa začela pred 2 letoma. In letos je ta športni električni avto končno pripeljal še k nam. To je tudi prvi športni električni MG od 90-ih let prejšnjega stoletja naprej. Kaj pa sploh je športni avto? Včasih je bila definicija zelo enostavna, da je nizek, močan, po možnosti samo z 2 sedežama, pa brez strehe. In lahek. Lahek, ja. Cyberster z mano vred tehta lepo preko 2 toni, torej lahek niti približno ni. Pa vseeno velja za športni avto modernega časa. Maso so uspeli kolikor toliko dobro skriti, ampak fizike še vedno ne znamo premagati in tudi dvomam, da jo kdaj na takšen način bomo znali. Zato v ovinku pač čutiš, da tole ni lahek avtomobil, tudi če ga dokaj lahkotno voziš, kot ga jaz ta moment. Inženirji so naredili kar nekaj kompromisov tukaj in to bo opazil vsak pravi navdušenec nad vožnjo. Recimo, da je krmiljenje preveč lahkotno, čist premalo mesnati občutek in premalo športen. Isto podvozje. Čeprav ima precej nizko težišče, je podvozje nastavljeno precej na umirjeno in mehkobno, zato se kar gunca preko ovir in se tudi potem precej počasi umiri. Očitno so želeli, da se tudi mi peljemo počasi in udobno, ampak potem spet ne vem, zakaj bi sploh hotel imeti 500 konjev. Da se lahko pohvalim pred kolegi? Ja, najbrž to. Ampak se boste dejansko lahko pohvalili, ker avto res dobro izgleda. Meni je všeč z vseh strani, mogoče mi edino te lučke v obliki puščic niso najbolj simpatične, ker so preveč na prvo žogo. Tukaj na boku tudi ponosno piše, da znamka MG zdaj praznuje 100. obletnico, no to je bilo lansko leto, sicer pa Cyberster, odkar je MG kitajski, vseeno malo spominja na legendarni MGB iz 60-ih let. Ampak tisti ni imel škarjastih vrat, Lambo vrata jim tudi rečemo, in glede na to, da je avto zelo širok, skoraj 2 metra meri v širino, so takšne vrata odlična izbira, če boste parkirali nekje malo bolj na tesno. Recimo tako kot jaz zdaj, se je še dobro, da snemamo, če slučajno zgrmim noter v morje, bo malo zanimiv. Ja, ni mi najbolj všeč, da se vrata precej počasi odpirajo in zapirajo, včasih se med celotnim postopkom tudi ustavijo, ker zaznajo kakšno oviro. To pa zato, ker imajo tukaj na vrhu senzorje, da ne bi kam butanila. Ampak efekt, ki ga takšna vrata naredijo na mimoidoče pa na sosede, je pa neprecenljiv. Kdor se rad pokaže, se bo težko bolj kot pa s tem avtom in moramo si priznati, da takole z odprtimi vrati res dobro izgleda. In v bistvu s ceno nekaj 10 tisočakov, manj kot 100 jurjev, lahko rečem, da je v bistvu zelo pocen, že sam zaradi teh vrat. Trojni zaslon pred voznikom. Sliši se totalno hudo in v bistvu je dobra ideja. Sploh zato, ker sta oba stranska zaslona majčkeno nagnjena noter, v bistvu sta tudi občutljiva na dotik. Je pa res, da se zaradi volanskega obroča nanju med vožnjo malenkost slabše vidi in se boste morali nagibati levo in desno. V bistvu pri konceptu s tistim čudnim volanom je bila ideja dobra, ampak ok, sem se navadil in v bistvu pred vožnjo nastavim najbolj osnovne stvari, potem jo pa pustim na miru in kvečemu upravljam določene stvari potem na tem sredinskem. Malenkost zoprno mi je, da moram vsakič znova pred vožnjo izklopiti sistem za popravljanje volana in opozarjanje na omejitev, ampak ok, ni noro hudo, pa tudi vse ostalo lahko upravljam tukaj. Recimo klimo, čeprav zdaj brez strehe ne rabam.
Prevodi, še vedno me spravljajo v smeh, prej sem dvignil zračni tunel, ko sem spustil streho nazaj, pa radio. Ojej, ima DAB, ampak nenehno izgublja sprejem in moram potem klikati play na tem zaslonu in to je toliko zamudno, da potem raje večino časa poslušam kar svojo muziko, imam mir pa uživam. Ima pa dobro ozvočenje, evo. Ampak kdo bi se sekiral, če lahko samo lepo odpreš streho in uživaš? Ko je streha zložena, drugih motečih zvokov v avtu v bistvu ne boste slišali, jih pa boste takrat, kadar bo streha takole nad glavo, ker potem občasno malo pojamra kakšen od teh nosilcev, ker pač ceste pri nas niso nikoli perfektno ravne. Samo 10 sekund se odpira ali pa zapira streha in to do hitrosti 50 km/h. Ko je odprta, je vožnja v bistvu res kul, sploh če se voziš takole lepo počasi in pustiš, da pride zvok okolice do tebe. Sem se zalotil, da sploh ne pogrešam zvoka motorja v tem primeru, čeprav Cyberster nekaj brunda, če močno pohodim stopalko. Ok, 500 konjev. 510 pravzaprav po podatkih oziroma po evropsko 375 kW iz dveh motorjev, zato ima 4-kolesni pogon, ker ta leta močnejši. In z mesta do 100 na uro se je strelil samo 3,2 sekundi. Ampak potem, ko se preganja po teh ovinkih, pa nimam občutka, da je tako zmogljiv ta avto. Pa imam vklopljen program, ki se famozno imenuje Super Sport. Mislim, saj sem hiter, veliko prehiter, ampak kadarkoli vozim podobno zmogljiv avto s klasičnim motorjem, se mi zdi, da je še vse skupaj mnogo hitrejše. In na bolj simpel način bi dejansko lahko rešili tudi tele gumbe, desni bi bil za regeneracijo, za dodajanje, levi za zmanjšanje, no potem so pa vse skupaj zakomplicirali in zdaj imam tukaj 3 stopne, če hočem z enim pedalom voziti, pa moram dodatno vklopiti ta sistem potem tukaj v meniju. Desni gumb je za vozne programe, čeprav spet za najmočnejšega je ta gumb Super Sport. Pač Kitajci očitno obožujejo pritiskanje na gumbe, da je potem med vožnjo vse skupaj bolj zabavno. Ali kaj, ne vem. Ni pa za visoke voznike, zato se jaz super počutim tukaj noter. Mateja je zmotil, da sedež nima dobre ledvene opore, mene pa dejansko moti, da je utrgan ta ledel in se moram potem vsakič stegovati nazaj po pas, ampak to ni problem avtomobila, ampak uporabnikov pred mano. Pa sedež je tudi malenkost previsoko nasajen. Pa sedež je tudi malenkost previsoko nasajen, predvidevam, da zaradi baterije, ki je skrita v dnu, ampak bi pasalo, če bi bil lahko še kakšen centimeter ali pa 3 nižji, bi bil bolj tak športen roadsterski občutek. Baterija ima 74,7 kWh neto, poraba je okrog 23 kWh, torej realno s takšnim prevozim 300 km po avtocesti, no takole pa še bistveno več, če ne kurim gum ali pa ne izkoriščam 500 konjev moči. Litij-ionska baterija ima tehnologijo NMC, to vem, da je nekatere ful zanima, polni se pa z največ 144 kW in tudi res sem dosegel takšne številke. Čeprav bi od tako hitrega in zmogljivega avta pričakoval še močnejše polnjenje. Vsaj dlje bi se morali toliko hitro polniti, pa ga kar začne zmanjkovati nekje pri 50%. Mogoče bo kdo mislil, da se preveč pritožujem nad avtom, ki je sicer zelo kul. Kdor išče zamenjavo za MX-5 ali pa Porsche Boxster, odvisno od debeline denarnice, je tukaj ne bo našel, ker vožnja in uporaba nista na enakem nivoju. Kdor pa išče avtomobil, kjer ga bodo vsi občudovali in opazovali, si pa težko zamislim boljšega od tega. Zato lahko rečem samo bravo MG za pogum, ker takšnega avta v bistvu ne ponuja nihče drug. In ko že misliš, da smo obsojeni na težke električne škatle, ki so pravzaprav ubile vsako veselje do vožnje, je točno to tisto, kar potrebujejo znamke, če bodo želele, da o električnih avtih razmišljamo tudi malo s srcem. No, se takrat ne razmišljamo, takrat špila vse drugo.